Mladi iz osnovne šole Dobrova, ki smo jih zmotili med malico, pravijo, da je šolska hrana zdrava in kar okusna. Kdaj zna biti tudi malo slabša, kdaj pa dobra, rečemo kakšni makaroni. Doma smo itak bolj navajeni na tako hrano, ki jo pač jemo vsak dan, pa tako. In pa mislimo, da je doma malo boljša, ampak tudi v šoli pa tudi ful dobra. Kakšna namaz, pa kakšna tako, kakšna juha ni dobra, ampak večinoma ja. Šolska hrana je manj začinjena, tako da se mi zdi mogoče dolgočasno. Zdi se mi, da je doma malo bolj kvalitetna kot tle, ampak to upravičeno, zato ker tle morajo za 400 oseb, doma pa za 4 ali pa 5. Doma je mogoče še iz kakšnih drugih držav hrana, pa tako malo bolj raznolika, drugače pa v šoli kar v redu. Če je kaj maščob ali pa kaj oljastega, so to ponavadi juhe, ki imajo olje noter. Da mora biti hrana v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah zdrava in kakovostna, je določeno s pravili. Z novim šolskim letom so ta še strožja. Da smo zamenjali sokove z navadno vodo ali pa z dodanim sadjem in zelišči. Včasih so bili tudi soke, smo imeli na izbiro, zdaj pa ni več tega. Poleg spodbujanja k uživanju več zdrave tekočine so torej glavne spremembe, da je šolska hrana kar najbolj lokalna, sezonska, naravno pridelana, nepredelana in nezapakirana. Je kruh polnozrnat ali pa iz različnih mok, ne bo več na jedilniku hrenovk, paštet. V kosilih ni več vsak dan toliko krompirja pa teh stvari. Manj hot dogov, manj takih maščobnih stvari, manj stvari s sladkorjem. Kar pa ne pomeni, da se zdaj v šolah ne boste sladkali. Glede sladic na naši šoli jih pripravljamo v kuhinji. Večinoma so ob kosilu zraven domače sladice, kjer res pazimo, da ne dodajamo prevelike količine sladkorja. Da je tudi zdrava šolska hrana lahko okusna, se strinjajo tudi mladi.